Ne, noben mi je proti nič, pač norca se delam iz vseha in tisti, ko mi sledi, pač ve, dati neka čustva ven, se enostavno zasmejati in reči fuck it, ne. Ja, tu sem tudi jaz recimo probil za podcast, ne, veš, prvo smo naredili majčke, pa pole sem dal, diši lepo je. Ja. Evo. Se to se rola že, ne? Ja, hvala. Eko, Sani, lepo pozdravljen na podcastu. Ja, hvala. Ti si eden izmed, zdaj, ko sem razmišljal, ko smo prihajali sem, ti si po moje eden izmed tistih oseb na Instagramu, Facebooku oziroma TikToku, ki so me najbolj nasmejali v zadnjih nekaj tednih, ne? Okay. Tako da upam, da se bomo tudi danes kaj posmejali. Danes samo politika, problemi so z smetmi. Resne debate. Ne, valjda samo smejali, kaj mislim. Ja. Kaj bi lahko delili z mano drugega, mislim. No? Lahko Ramendino in Džero za to bil sam. Podcast na busu, to bi bila tudi experience. To bi bilo dobro, ne? Ja. Močen za naslednjič. Ja, to je oni, ne? Prvo škupil mikrofone, pa škupil roke in pokupiš avtobusa. Itak. Ja, tako da sem te povabil na podcast, zaradi tega, ker imaš zanimivo življenjsko zgodbo, hkrati pa se ukvarja z, kako bi temu rekel, humor oziroma humoristične stvari, komedijanstvo. Ma Je to prava beseda, komedijanstvo? Se delam mono na internetu, no, tako bi bila nek pravni izraz, tako da če me kakšen vpraša, s čim se ukvarjaš, male, jaz sem mona. Tako, to je to, ne. Za tisti, ki ne poznajo primorščine besede, kako bi definiral besedo mona? Ker tu je bolj tle naši konci, Horiška, Sežana. Ja, samo veš, ko obstajajo besede, ko nimajo nekaj prevoda. Mislim, tu je že Mlakar povedal, razumeš, eno je človek, drugo je mona. Tako da pač tle je mona, mislim, ni da bi lahko bilo zraven, ne vem, nek ful dolg pojem v latinščini, razumeš, ko greš pogled, vse se kaj je, pač si pač mona. Ne vem, lahko edino bi bil po slovensko, da bi dal kakšen naglas na o, ali kako bi rad. Mona. Ja, ne vem, ali pa lahko v Ljubljani bi rekli recimo lahko mona. Bilo bi tako, pa to je že francosko. Pismo francozi tudi rečejo mona. Gremo preveriti, če res. Pač ja, govorim komedije na internetu, pač se trudim, da dejansko povem, kar je res, na nek komični način, ker pač smeh je pol zdravja, ne, bi lahko rekli. In v mojimi primeri, mislim, v primeri dostih je tudi več kot pol zdravja, smeh. Tako da, why not? Mislim, ne. Itak govoril sem zmeri, nekdar govora sem imel zmeri, v vseh žurih, dokler sem še kadil cigarete, pač jaz sem rabil 20 minut za skaditi cigaret, ko pač je uhasno, ma ne zato, ko bi bile slabi cigareti, zato, ko me je mož cigaret že punka, razumeš, ker pač si videl že cigaret v roki, ki je bil na dobro, kaj, me misliš kaditi ali sem govoril, ne, tako da. In pa je nič, kaj sem rekel, vržemo tukaj gor, ne, mislim, vse je tako, kar najstorja. Kako si pa začel s tem? Se pravi, ti imaš vlog, poimenovan Sani vlog. Vlog, ja, ko je po domače, ne? Po domače. Ja, meni v bistvu začel sem tako, da sem začel delati tle pač sem dobil šiht tle v Gorici na avtobusni postaji in pač itak sem že zraven pač fotograf in to je pač vse, kar delam, je delo z ljudmi. In pač, ko srečavaš ljudi po sveti, pač itak po sveti. Mislim, ja, od Sežane do Gorice. To je velik svet. Ja, deo, razumeš. Pač je svega iz svašta, razumeš, imaš ljudi, imaš mone, imaš vse ostale še in pač je tako zanimive prihode, razumeš, kaj se ti zgodijo in pa jaz sem začel te prihode pisati od mojih strank privat do vsega. Jaz sem pisal dejansko premigovor na mojo privat Facebook stran. Pač, ne vem, danes se mi je zgodilo tu in tu, je prišel ta in ta, je rekel tu in tu, ho. In pač tu frendi pač na Facebooku, pač jih je full real, razumeš, in pol tako moj bratranc, pač in bivša popa, pač dej začni ti vlohat, razumeš, kam vlogo, razumeš, to je bilo, 4 leta nazaj, jaz sem bil 8 let že za kamero, ne, in nikoli pred kamero, razumeš, da bi, ne vem, razen kakšen selfie s 3 promilami v riti, mislim, ni, da sem bil lih nek, ne.
To je začni vlogati. In pol en dan pač si rečem, dobro, posnamem story na Instagramu. In sem posnel en story, pol tako še en story in pač samo tu sem prenesel story, pač dejansko ta nek premi hovor. In pa mi začne klapa pisati, razumeš, pač ne morem šerati, razumeš, tu bi šerali, kaj mi imaš za šerati, razumeš, sem delal s tabo. In pol vselih so me prepričali, da pač dej naredi page in naredi nekaj staha, morda ti kaj rata. In jaz sem študiral tako pač sej pač mi je dejansko bilo cool, da ne smejem ljudi, ne, pač zakaj ne, pač je cool. In pa sem naredil stran na Facebooku, sem si nabral par teh storyjev, sem si pobral dol in zmontiral nek vlog, prav ono začetki, mislim, da enke sploh nimam nikoli, ki je bila dejansko story, mislim, da je ni nikjer, mislim, da sem začel z 2 ali 3. In sem naredil stran in takrat sem šel voziti. Nekaj sem vozil z avtobusom, neko linijo, mi ni bilo tako 2-3 ure pri telefoni. In sem prišel nazaj, pogledal, mi je zablokiralo telefon. Varianta, tu je bilo enih obvestil in ni da ni. Varianta, v 2 urah sem imel Jurija Folka tam na tistem Facebooku, kar pač ni nek big number, ma pač je big number, razumeš, ono. In pol se je tu začelo ful hitro je zraslo, pač sem prišel na 5 Jurijev ljudi ful hitro in tudi ljudje, ko niso stle, pač moji frendi in to. In načeloma po večini zaradi mojega narečja in drugo, pač zadnjo sem na začetku je par takih tematik, ki so bile aktualne in pač sej veš, ko delajo algoritmi dan danes, da pač povleče. In ne vem, se mi je mrčko kakalo in pa sem začel tu delati naprej in ful jih je z mano dejansko že od samega začetka, ko tudi interaktijo z mano, pač mi zmeri pač veš, ko si zapolniš že počasi s cajtom ljudi, ki me zmeri spremljajo, komentirajo in tako. In mi je cool, pač mi je dejansko nice in nasmejem druge ljudi in pač pomagam, da vsaj, ne vem, en kanček neke sreče jim dam. Ne, tako da res mi je nice in furam tu naprej. Ja, kako si rekel, ne, pač smeh je dejansko pozdravlja, ne. Ja. In če se jemlje stvari preveč resno, ne, tudi ni jih ne bojiš, da se je fajn reči nasmejati, pozajebavati, ne, kako vzeti malo preveč resno, ne. Ja, mislim, nekako moraš ločiti, tako preko sem rekel, da pač je lahko smeh tudi večku pozdravlja, ne, se zna človek tudi skrit za smeh, ne, kar načeloma ni tako prav. Jaz sem bil eden od teh, ko sem se vsemu smejal, pač, zakaj bi zdaj, ne vem, se jezu, joko, whatever. Kar ni cool, ne, tako da pač jaz probam pri meni pač promovirati, da je nek res smeh in da sem ne vem, vsi smo itak nervozirani cel cajt pod stresom in v službi je tako, on ima slabo plačo, on ima tretje, on zabava to. In sem dobil dejansko par takih sporočil v moji karieri, whatever rečeš temu, na moji poti, ja, zbrana družba, dobrodošli na moji poti. Ohraniš narečje, ne, kar je tudi pristveno. Ja, pač tu sploh zdaj, ko TikTok, tu vsi tu folk navad se govoriti slovensko, jaz spodbujam narečje in ni šanse, da gremo ven z tega. In pač je tu, da ko priješ domov, pač si pogledaš, ne vem, moj video, pač tematike imam dejansko iz sveta, kar se dogaja okoli, ne vem, banalne novice z interneta, whatever. Vse skupaj je zavito v en ogromno debil, pravuna izolacija v 12, sarkazma in satire, ko večina ljudi ga ne zastopi in pole mi dajo še več kontenta. In pač se smejemo in ful sem dobil dejansko sporočil na moji poti od ljudi, ko so mi pisali, da pač sem jim pomagal dejansko. Da so imeli neko črno obdobje in niso vedeli ven in so najdli mene po nekem naključju in so se presmejali ful in jih je dejansko dvihalo in dalo voljo pač iti naprej. In da pač se da zasmejati tudi in ne vse jamrati resno in sploh ne jamljati resno, ker ni vreden, da ga jamlješ resno, ne. Pač, če te ena stranka tam na šalteri pošle v pisane marjetice, mislim, zakaj bi si ti tu jamljal k srci, razumeš, kdo si ti, ne. In pač tu je ono, ki ti da še bolj power pole delati, ne.
Tako da... Ja, se ono, ko dobiš tisti pristen feedback nazaj, ne, da pomaga ljudem. Ja, to, Ker po eni strani je tebe dobro tu ustvarjati, po drugi strani je ljudem pomaga, ne, in tu je polo dobitna kombinacija. Tu je prav sedmica na lotu, to res. Pa ti začnejo še malo po TikToku, ne, hate komente, da te še malo boosta algoritem, ne. Marja, zato živim, ne, rekel že prej, pač to je prav, to je po mojem the best part TikToka dejansko. Pač jaz sem se tako navadil embrace ta hate, da pač literally živim za te ljudi, jaz sem prav gledam tako 3-4 na dan TikTok, pač če ne, nisem na TikTok, mislim, ni da bom scrollu TikTok, kam je useless, ne nam raš kaj bolj uporabnega, pač rabim dejansko sam se moje stvari staviti gor, tu je uporabno, jaz sem uporaben, tako da bežite na TikTok, da veste mene, mislim, ne. Da ne gledaš samo pizdarija, da gledaš tudi drugačnega, ja, ne. Ker še vedno neumnost, ma še vedno je dobra neumnost, ne. Ja, ne, itak, ampak... ne vem, ki sem končil, hate komenti in na začetku jih ful nisem znal sprejeti in zdaj sem jaz po frontu jaz se tresnem, razumeš, prijem, da aproš TikTok, veš, 113 obvestil in si pravno, jaz upam, da so hate komentarji in bolj greš in vidiš moža s traktorjem na profilni sliki, ko ti, ne, da ne bom rekel vseh besed in si pravno, yes, no vlog, ko v bistvu delaš vloge na hate komentarje. Ja, to je bil moj dream. Pač vsi vlogerji, youtuberji, whatever, vsi imajo nekoč, ne vem, imajo one klasike, ne vem, Q&A, razumeš? In imajo hate komentarje, ne? In jaz sem tudi tu naredil, jaz bom tudi razumeš? Ja, in spodaj sem imel vse, ko so bili, bravo! No, dej sovraži me, no, porko, če moram narediti vlog, razumeš? Ne. In TikTok je tu. TikTok je, te pravi, tako, če kdorkoli je med hate komentarje, pidi na TikTok, razumeš? Daš video, te splovajo, imaš nov vlog. Ja, to je nerealno. Ljudje na TikToku si upajo napisati prav vse, kar razmišljajo. Pač to sploh ni nobenega filtra. Kar dejansko, kar mislijo, to bodo napisali. Oziroma še slabš bojo napisali. Ja. Recimo, jaz sem tu videl, zdaj, ko smo imeli Maju Grental na podcastu, ko smo delali pole te klipe, ona tudi malo tako kontroverzna, veš, govori od spolnosti. In to, sem videl, me je znervozirala. Te je. Nisem več napisal spode. Ne, nisem pa tudi lajkov. In pole sem videl kakšne take komentarje, ne, pač eden izmed, ki sem je vtisnil, je bil prav prej je kurce, ne, zdaj pa filozofira življenja, se bil prav what the fuck človek. Ja. Pač, ok, se je zastopal, ne, pač več tega, ne, ka boosta algoritem, ne, ti zdaj, kar napišeš, pa ne bi nikoli povedal nekomu v fris, ne, ka se ne upeš, ne, medtem ko na TikToku pa lahko, ne. Ja, in dejansko je samo, mislim, večinoma je tam, mislim, ok, moraš vedeti, da na TikToku pretežno je pač mladina, ne, in moja nona bi rekla, tam so šmrkovci, razumeš, ko, ne, so do včeraj, kako reče ona, do včeraj so bili v jajcah, ne, in zdaj držijo Boga za jajca. In pač je tako iskreno, po eni strani je ful žalostno, pri meni, ne vem, pač meni, jaz sem embrace te hate komente in pač je sedela še bolj norca z tega, pač in dejansko in naredim reklamo in jaz govorim te komentarje na glas in naredim vlog in pač, hit me. Ampak je ful žalostno dejansko, da mladina, ne da TikTok nima filtra, ampak da ljudje nimajo več filtra. Pač, razumem, da pač me sovražiš in da pač, ne vem, ko mi je prej napisal, da je neče več videti moje smrdljive brade in se bo obesil in ne vem kaj. Če ga lahko ti blokiraš, ker on te ne more. Ja, razumem, wow, razumeš, jaz te ljubim, razumeš, te ne bom blokiral, ker pač si moj top fan, razumeš. Ampak, pač ne vem, če se ljudje zavedajo, pač kaj pišejo nekomu, ki ga sploh ne poznajo. In pač, ne vem, to je isto, kot da bi, ne vem, jaz šel pisati Jeleni Rozgi, da pač neha, ko se bom obesil, če bo še delala muziko. Ker pač je ne poslušam, ne vem, nisem od Balkana, ma pač, whatever, pač vsak ima pravico do ustvarjanja svojih reči in greš mimo. Pač jaz, ne vem, ko vidim neko objavo, ko mi ni všeč, pač grem mimo. Mislim, in če je tu nek človek, ko ga, ne vem, followam in mi ni več všeč, ga unfollowam in pač, če ne, pač ga blokiraš. Zdaj me ne more, ker pač jaz imam delnice v TikToku in pač me ne moreš blokirati,
zdaj razen tu, ostale lahko razumeš, ne vem, ful je ratalo bolj pomembno, mislim, ne bolj pomembno, bolj in dejansko folk kurcat, kakor dejansko pohvaliti. Ne? In je tako žalostno, in se dogaja tu tudi v real life, ne samo na TikToku. Pač tako, če si v družbi mlajših ljudi, pač ne vem, nestrpnost in tu je ful poraslo. Ne vem, mi nismo bili taki, vsaj jaz se ne spomnim, pač mislim, se vsaka generacija reče, mi nismo bili nikoli taki. V tem primeri tako je pač prav, ne vem, na momente malo tako, no. Ko se je pa naredil, recimo ta shift, se pravi, da si videl na začetku, sigurno so se te malo dotaknili ti negativni komentarji, ali ne? Ja. Pač, ko si pa naredil pola ta shift, ka reš za dosti ljudi, tisti, ki objavljajo, pa ki hočejo nek content creator, jih po mojem zastavili tisto, ne? Kaj pa, če bom dobil nekaj hate komentarje, ne? Pač jaz sem začel, mislim, dokler sem delal sam Facebook in YouTube in Instagram in tu pač nisem imel hate komentarjev, sem imel večinoma dejansko tiste ljudi, ki so hoteli biti z mano. In ko sem šel na TikTok, ki ima dejansko drugačen algoritem, kako on tu plova ven tvoje videote, sem dobil pač sem, ne vem, dal par izsekov iz vlogu in par reči posnel dejansko za TikTok. In pa sem dobil dejansko hate komentarje, pač ne vem, vse se ne spomnim, pač tu je nekaj leto nazaj, leto in pol varianta. In mi ni prav, da bi me prizadelo, niso bili tako, da bi mi, ne vem, jebal mater in ne vem kaj in želel smrt ali whatever, ampak plovanje, ker mislim, enostavno bi lahko šel mimo, on se je odločil, da on me bo podprl in me bo povedal vsem, da pač me sovraži. In me ni toliko prizadelo, da bi bil kakšen človek sem jaz, whatever, ampak je bil problem tu, da mi je bilo ravno pač, zakaj bi jaz tle objavljal, če pač folk sam hejta, mislim, se to je. Waste of time, razumeš, zakaj bi jaz zhabil tistih 7 minut zadati video na TikTok, če pač je useless, ker so pač folk me sam pljuva, tako da pač ne bom niti se zabaval in sem nehal. In full cajta, ne vem, vsake toliko, če sem prav se spomnil, sem ma nisem ne gledal, nič, ne promoviral karkoli. In pol, ko sem naredil prvi dejansko video, ko sem končno nabral 6 hate komentarjev, tam na YouTube in Facebooku, sem se spomnil, jaz imam TikTok, razumeš? Pogled, sem dobil par starih komentarjev in to pač mi klikalo mi je, mislim, pač se mi boosta algoritem, saj pač od njih lahko živim. In največji klik, res, tu je bilo ki mi je res dalo misel, tako da sem dejansko ustavil film, je bilo, ker sem gledal ni dolgo nazaj, 2-3 tedne nazaj, sem gledal končno Elvisa, ta film od Prislija. In je del, ko pač on zaslovi in naredijo merch od Elvisa. In pol tako dobi mama broško, I hate Elvis, ne? In pol tako, I hate Elvis, in vsi zgroženi, in pa mu dela pač menedžer, pač kaj jemam od hejta, če je zastojen, dajmo ga prodajati in nekaj zaslužiti od tega. In tisto je bilo prav, TikTok, gremo, vsak dan video, razumeš? In mislim, itak sem že prej tu malo bolj zakurbil, to je bilo prav res, jaz čem hejt, razumeš, jaz bom pač živel od unih, ko me suporte in unih, ko me ne. In gremo in ne vem, sem dal par takih, mislim, ne kontroverzih, ampak vlog cel je itak sarkastičen in satiričen do poda in v bistvu se delam norca iz banalnih novic, ko ljudje, ne vem, danes je lahko vsak novinar, razumeš? In folk ne šteka in jaz pač itak režem klipe in valjda narediš tak klip, da pali, ne? In jaz sem naredil en klip, to je prav boom, ne vem, koliko imamo gledal, glavnem začnu se klip, obtožujemo kmete, ne? In pač tu je v večmi možnimi sarkazmima, pač te ljudje, ko je imel Zetorja za prikazno sliko, so se usuli, razumeš? Malo, da ni bila ona reformacija, razumeš, ko mi komadi od Mlakarja, ne? Da so prišli mene tako razumeš? Ko na momente je bilo že klapa, mi pošlje screenshot od komentarjev, ti si jih višen, da je poveri, da imaš traktor doma, razumeš, da te morda pestijo na meri, ne.
In meni je kul. In sem v 2 mesecih posnel 3 vloge s hate komentarjami in bom delal naprej tako, ko pač tu dela in pali, razumeš. In folk itak je, jaz tudi tu naštekam. Oni dan sem snemal vlog, ko sem jel steak. Sem naredil steak, zato ko so me pol te ljudje napali, da sem tudi vegan, ne? Mislim, ko jaz pač itak imam vse tu vegan, ma ni nič proti veganom, pač imam nad mano soseda, je veganka, pač iz Kulin. Ne, noben mi je proti nič, pač norca se delam iz vseha in tisti, ko mi sledi, pač ve, tisti, ko mi pač če zmeri 1 meter, 2, kakor češ. In je pač tu, vsakeč, ko objavim neko meso ali karkoli, je zmeri hashtag vegan pri meni. Ma to je že, ne vem, s srednje šole smo imeli te scene, razumeš, pač nek, ko bi rekel, interni joke, ko ga pač sem povlekel v vlog. In tu folk pali, ko folk mi pošilja pol slikce, razumeš, ko grejo ven na večerjo in je steak in me tega, razumeš, hashtag vegan. Boj, ne. In pa so me napali še tu in pa sem šel posnet ono najbolj straight forward video, ne vem, če si videl, ko sem dejansko prav samo za TikTok odgovoril na komentar z videom in sem pehal steak v ponvi in sem govoril, da pač tu je zdaj, kaj je bilo že, stehno koromača in ne vem, kaj je whatever in pol dobiš spodaj komentar, ko ste vegani, bohi, ko česte vse, da zgleda ko meso. Ma človek, kaj te šapne s to fetino, razumeš, pač dej kaj naštekaš. In ne se. In tako da bom delal tako naprej. Tako da upam, da zrase moj channel na hate komentarje. Morda bom pole nekje, lahko bom host na kakšni televiziji, najbolj hejtan na TikTok. Tako da, I will be famous. Tako da, pač, če imaš hate komente, pač, use them. Pač, brez te hejtek ne bo šel mimo. Ne, pač ne morete imeti vsi radi, ker pač nisi... Ja, samo ta shift moraš narediti, se pravi, tisti komentarji ne letijo na tebe osebno, ampak ne letijo na pač, ne vem, neki. Ne. V bistvu niso vezani direktno na te, ampak so vezani na predstavo ljudi, ki imajo na te, v bistvu to ni tvoje, to je njihovo in že tle, če narediš ta šnicu, že ful pomaga. Pač se točno to, mislim, komentarji od ljudi načeloma izražajo njih, ne, mislim, ne vem, kako to bi nek psihoterapeut povedal, je grozno lepa fraza, jaz sem samo ena mona z interneta, tako da nam tle pasli hazelj, v glavnem je fora, da pač ta človek ima verjetno neke probleme tudi sam sabo, neko jezo zadržava in pač jo vrže na te, mislim, prav, ne, itak je nek random, zdaj, če ti bo tuj tata šel pisati hate komentarje, morda se malo zamisli, in pejdi v nedeljo domov na župo in praši tatu, kaj je narobe zdaj prav točno, če je to pinko palinko s zetorjem za prikazno sliko, pač, who the fuck cares, razumeš, in res ful si ne smeš jamljati tah srciš, prav je težko, pač, kaj češ? Mislim. Ja, na začetku itak te malo se te dotakne, ne. Poleg kar reš čez tisto začetno, ne, pa laže, ne. Pač itak vse dobiš z izkušnjami. Pač 2 te plovajo, 3 v švapro držnik, razumeš? Mislim, ne boš 3 bote ista mona, tako da, in obrneš v sebi, mislim, vse je v glavi, ne. Pač kukor vse, mislim, vse je na tej psihi, pač glava dela. Psiha. Ja. Prej si pa rekel, da v bistvu si opazil, da pri sebi se kdaj tudi skriva za humor in kako si mislil to? Tu sem pač ful botu je lažje, kakor nekaj si priznati oziroma dati neka čustva ven, se enostavno zasmejati in reči fuck it, ne, in ga spraviš če v en predal, ne. Kar pač, je cool tu, ne vem, do neke mere, pol ni več cool, ker pol prenslej oni predal puči, ne. Puha, ne. Mislim, v hlašo 2 deci nahreš 64 litrov, ne. 63 morda, jaz sem prišel na 64 in pol ta predal, oziroma hlaš je šel, ne. Tako da, pač je cool, da je tu en čustva in tako, ko pač gledaš, ne vem, mene in daš v en čustva smeha in se smeješ, pač ni nič narobe, če te en hate komentar na Instagrame pač ti pride do živha in pač potočiš 2 solzice, razumeš, ali pa, ne vem, se razjeziš, karkoli, ne. Mislim, razjeziš niti ne, ko je jeza, je neko
ponavadi tisto čustvo, ki je čist na vrhi, ne. In si jezen tudi, ko si žalosten, in si jezen lahko tudi, ko si vesel. In, ne. Jeza in smeh, vse tako sem pri meni videl, so najbolj une, kamor se lahko skrijemo. Ne. Nekako. No, zanimivo. Ja. Ko pa recimo prepoznaš, a si verjetno skozi cajt prepoznal, kdaj je fajn uporabiti smeh, da pa jet malo nazaj, pa mogoče izraziti neka čustva. A je to prav po feelingu ali? Ne, jaz sem se navadil preko terapij in tega, kar sem dal pač skozi, sem se navadil tu, da provam ne skrivati čustev nikjer. Pač, da se postaviš zase in ne vem, znaš reči ne. To je taj v največjih primerih, ko se čutimo dolžni vsem ustrešti in je zmeri ja, in tebi ti ni do tega in imaš druge plane in ti si še zmeri ja, ko je, ne vem, tata te prosil, mama, nona, kdorkoli in zmeri tečeš in vse in spestiš se z rok, tu sem bil recimo jaz, ne sam družina, pač literally vse, kar je bilo zmeri ja, bomo zrihtali in smo zrihtali in boš tako glavo, ne, ohromno. In ni prav, in pač se moraš postaviti zase in reči, ko šem bot ne, to je bila prva stvar, ko sem se lotil delati, da pač rečem ne in moraš reči ne vem, in stranki, pač ne vem, ko me kličejo za fotkat, zmeri sem šel vse fotkat, delal spod cene, tam se prodajo, razumeš, sem bil ko ena porhodija vaška kurba začetnica, razumeš, tam na ulici v Parizi. In pol s cajtom vidiš, da pač ne, in ne vem, dobiš par pohval, vidiš, da znaš delati pač in ceni se, razumeš, in ni tako se ceni za vse pač, kar delaš v lifeu, razumeš, in ceni svoj prosti čas in ceni svoj čas, v kam ga vlagaš, ne, in če te bo pač čisti, ko te ima rad in pač te tebe ceni, bo počakal ali kakorkoli in če ne, pač pejdi, tam so vrata in srečno, ne. Ja. Je pa težko na začetku, kada šele začenješ, ne, itak se hočeš dokazati, pa hočeš imeti veliko dela, pa hočeš zaslužiti, ne. Na začetku itak je ja, vse, ne. Samo pole prije pa neka točka, ko moraš pa obrniti, ko srečno. Ja, ne, mislim, za začeti itak moraš, zdaj kakšen me bolinčo, ni da moraš začeti delati zastojn, valjda ne. Ampak pač ja, lažje si pridobiš neke izkušnje, mislim, itak rabiš izkušnje, ne, pač malo kdo bo, ne vem, zdaj profesionalni poročni fotograf, ne, in te prašajo, če mu pokažeš kakšne slike, nisem slikal, še nobena poruka, ja, nisi lih poročni fotograf, ne, in pač v tem primeru jaz sem pač izkoristil, sem dejansko se sam phnil in šel slikati, ne vem, poroko pri žlahti, ko so, ampak ne vem, jaz sem bil pač meni, tudi da sem se podcenjeval, je bilo pri meni plus in minus. Recimo prav v, ne vem, primeri moje pač te foto-multimedia kariere, ker pač jaz sem bil zmeri pač diskreten in tako, in tudi ko so me prašali, ne vem, familijak se je poročil, ne vem, en družine, če bi prišel fotkat, se nekaj lahko prijem zraven, vi imejte fotografa, ker pač se ne čutim, zdaj da bom slikal poroko, in je prišel fotograf, zraven sem slikal mojo prvo poroko z njim, tip legenda, mi je še povedal par reči, sem bil z njim in tip dejansko me je prav ne vem, je bil fotoshooting, on jih je po fotku in po je rekel, dej še ti malo, da boš videl, kako izgleda, in sem kar imel jaz fotoshooting s parom, razumeš, tudi ok, se so bili familija, tako, mi je bilo ful dobro, ne, in se tako malo phneš, pač ja, narediš zastojn za bližnje, ne, in pol si tle pridobiš izkušnje in pač ni nič narobe s tem. Ne smeš pa pol tu delati 10 let, ko jaz. Ne, hvale, ja, nimaš nič, ne. Dobro, ma prej sled pa te nauči, ne, oziroma dražja, ko je lekcija, ne, več se naučiš van z njeve. Tu pa definitivno. Mislim, ta stavek, vsaka šula nekaj velja, tu je vredno greha, ne. Tu je altroke, mislim, svetopismo. Tu te pravijo starši skozi mama, tata, ne, ja, več kot tako šta, več to naučiš, ne, ja, porka, svetka, res skozi je pa ful težko, ne. Ja, samo je, mislim, jaz vem, pač ne moreš se določene stvari naučiti brez izkušnje. Pač, ke ti lahko, ne vem, lahko čitaš knjigo cel dan od tega, kako izgleda, ne vem, fotkat. Če pač ti ne primeš fotoaparata in greš ven in škljocaš, pač ne boš vedel. In ne vem, ena zanimiva taka je tudi moja, ko sem jaz začel v to sceno, pač jaz nisem delal šole fotografske, ne nič. Jaz sem literally slikal s telefonom 10 let nazaj
In sem bil pri neki reki, smo bili takrat se z bivšo pupo še, ne vem, s kom v bistvu, ja, ma ni važno. In sem neki sliko in pa mi reče pač tako, zakaj si ne kupiš fotkiča? Kam delo s fotoaparatom, sem imel telefon, razumeš, halo. Ja, čez en teden sem šel v Trst po fotoaparat, jaz in prijatelj, smo se zgubila, nisem znal priti ven z Trsta več. Smo pošel enosmerno, nisem najdel niti parkirne hiše za priti v Beteho, sem parkiral kar nekje, sem rekel, če ho odpeljajo, oziroma po fotoaparat, sem prišel nazaj, sem dobil avto, smo bili še 1 uro in pol po Trsti, on je bil v paniki že zraven mene, jaz sem že klical tata, jaz bom umrl v Trsti. Ono pač nisem znal priti nanka ven, razumeš, tiste ulice v Trsti so katastrofa, sem že gledal, koliko so najemnine v Trsti, razumeš, da pač, maj bom živo to. In sem šel po fotkič in sem lotil fotkat. In kar je zanimivo je to, nisem veril, kje se loti. Pač ti primeš uni fotoaparat v roke in pa imaš tiste nastavitve, WTF, pa imaš uni avto. Jaz sem na avto novem sliko, če sem šel kupiti fotoaparat, avto dela telefon. Ne? Zanimivo, na avto dela telefon. Avto je funkcija, ne avtomatska, drugače. In potem sem šel na internet in sem napisal, kako slikati psa. In sem dobil nastavitve, v angleščini, v slovenščini, už dobil nič. In sem dobil nastavitve, ne vem, psa daš cajt na 1.125, zaslonko toliko, ISO toliko, prav, sem se napisal na listek. Pole, kako slikam rožo. Aha, tako sem napisal na listek. Sem imel listek sabo, nastavitev za določene subjekte slikati. Pole se spomnim, tata mi je prinesel še neke revije od fotografije, od Nikona, ne vem česa, in si dobival zraven dejansko kartice, kup Pokemone, in je bilo, ne vem, wedding photo, in so bile spoti nastavitve. In pa če sem delal po tistmu, tako par mesecev, dejansko, literalno, je bilo ono, biš slikati psa, čakaj, ko ne vem, kje je listek, razumeš? Ono, kaj ne naštimam zdaj, kaj si zmotil, razumeš? Imam tako hitro. Pa je bil žepi listek zmeri. Pa sem še s telefonom tu, veš, sem v telefonu, jemu na manual mode, ne, kaj štim. Štimo, se je, manual, ne. In pole pač s cajtom, razumeš, je bilo, ne vem, za slikati psa, je bilo 1.125 stotinka sekunde in ta pes se je premaknil vmes, se je pečal v uho in una noha je bila tako bilo ono, te nastavitve so na robe, razumeš, so me zajebali na internetu, razumeš, psa ne vem več slikati. In pa je bilo ono, čakaj, če jaz tu dam več, škljocnem, pes je bil frizan, razumeš, tu dela. Ja, je bil tam in mož, razumeš, pole pismo, neč, moram dvihan tu, razumeš, zdaj je v redi. In pa je bilo ono, si ne rabim plonku, se pač je odvisno od tega, kaj delam, razumeš. Mislim, ni da zaslikati psa, je sam tu. Ne? Tako da in pol tam dejansko sem skozi izkušnjo, brez čitati knjiga in se večati na, ne vem, karkoli pač pohruntil tu. In mi je ful ostalo in dejansko meni, ne vem, tebi in komorkoli pač mi je ful cool zgodba in dejansko vsako me praša, da bi začel fotkat, probam peljati skozi podobno pač. Vzemi fotkič, pa telefon, dej na manual in pedi ven in provi. Kaj pač druge, ne vem, vidim par ljudeh, ne vem, ki me prašajo za fotkat ali pa mi gre kakšen, ne vem, mi gre pupa pomagati, fotkat in je zmeri uno. Čakaj, kaj moram dati zdaj cajt uno tretje? Je ful težko si zapomnim, da ti jaz povem, kaj je zdaj ISO, kaj je zaslonka, kaj je uno, kaj pač je useless, pač ti štrkaj in provi in boš videl, kaj je. In tako si zapomniš skozi izkušnjo dejansko in to je pač point in dejansko vsaka šula nekaj velja, včasih je pač dobra, včasih te potovče in greš v CPK z valerjem čez tebe 17 botov, razumeš, si ko na Rimonika, pri Tom in Jerry, ko pa vozijo, pa je tam, ne, ampak pač polku se pobreš, pogledaš nazaj in pizda, se počutiš ko Arnold Schwarzenegger, razumeš, pole. Puha mišic. Ja, in je top. Tako da pač tu predlagam dejansko vsem, da pač probi reči, pač, probi. Treba, ja, tudi v življenju nasplošno, ne, vse stvari je treba probati in toliko se lahko ti naučiš v knjih in to, pa le moraš probati, ne. Ja. In kdaj gre čez, ne, čez mejo, ja. In kdaj moraš stopiti malo pole nazaj, ja. ne, ja. Zem pole, če prijo kakšne težave in zdravje. Ja, ok, mislim, itek moraš vedeti, do ki lahko greš, ne. Ampak, jaz pravim tako, ne, pač budi
dej se v telu otroka, mičkinha. Pač ti lahko majhnemu mulcu rečeš 7 bot, da je hork špohert in da se naslanjati. In kaj bo naredil? Mislim, vem, kaj sem naredil jaz, ne? Ja, valjda, ne? Maha, nisem teknil še enkrat. In pač sem bil malo opečen, nič hudega, nisem teknil, ne? In pač, ne vem, ne stoji hoditi tam, ko boš pol, ja, kam bo šel mulo, lihče. In pač se bo spotaknil, okej, ne, lahko je umrl, doznama. Pač, načeloma, ne, pač, long story short, pač, če ne provaš, ne veš. In mulci dejansko ful na tak način raziskujejo. Vsaj jaz sem bil tako, ne, verjetno dan danes večinoma Reddit, ne, kaj se zgodi, če taknem ne. YouTube, ne. Ja, ampak te ne veš, da biš skozi izkušnje in to je dejansko tu in večina te naredijo bolj, te naredijo bolj močnega, pač. Ne glede na to, kakšno je, ali je to, ali da greš skozi bolezen, ali greš skozi karkoli, ne vem, ne moraš vedeti, ali znaš igrati kaj je že to, biljard, prvi sem ti reči poker. Ne moraš vedeti. Ja, pač, ne vem, jaz sem tudi, ko sem bil, že tako sem dvojček in dvojčki smo znani po temi, da pač to. Ja. Imam sestro doma, dvojček, tako da ja. Vas je puhno povsod. Ja, ampak sem bil že od mičkinga, pač sem probal milijon hobijev, milijon športov, pač še do nedavnega sem imel 174 hobijev, razumeš, pač to, mislim, že tako kaj ne delam, razumeš, in zdaj trenutno v 30 letih, nem pojem, moj dan mi rabo je na 194 ur približno, da bi jaz tu uspelil, ne vem, je fotografija, ko ti vzame toliko cajta, zraven je videoprodukcija, ko če imaš eno stran, ko ti vzame drugi cajt, je grafično oblikovanje, ko ti vzame tretji cajt, je vlog, ko ti vzame četrti cajt, sem še kitarist že 15 let, tako da bi bilo fajn, da vsak dan vadiš kitaro, ja ne boš, buhe strune, razumeš, tam so že arjeste kuzetor na onih slikah od onih haterjev na TikToku, razumeš. In pol, ne vem, ko smo snemala se z Inflected plato, sem jo celo sam, pač smo sama posnela, vmes sem se učil pojat, pol me je povleklo, sem se učil še hravljati in skrimat, tu bi mogel vse vaditi. Hravljati. Ja, pač. Grawl. Ja. Scream. Ja, to. Pol zdaj plan je poleti, da si kupim še bubne in se lutam učiti še bolj bubne, mislim, jih hram, jih nisem ful cajta vadil, ker sem jih vadil ponovadi pred mi prijatelji. In pač tu je rata milijon reči in prej sem še hodil in na futsbal in basket in tretje in pač probal sem vse in zdaj sem vasto s tistimi 40-ami, ko jih ne zmoram narediti v enimi dnevi, jih nimam več 167, razumeš. In če ne probaš, pač ne veš, razumeš, pač če sem šel probati na basket, pizdam, morda sem Luka Dončić, razumeš. Nisem bil, sem pasto Ni šlo vse noter, kar si vrhol. Ne, ni šlo prav neč noter, razumeš. Kaj pa sem bil sem zrasel pri 26, razumeš, do 26 leta sem bil kuni, Kevin Hart, razumeš. Ja, 98 cm velik. Tako da in oba komedijanta, ne zaveč. Ja, ja. Tako da probat, pač ni druge, tu sam has, razumeš. Tu ve, kaj te povleče, razumeš. Kaj pač ti vredno, tudi 2 leti nazaj nisi vedel, da boš delal podcaste, ne vem. Ja. In si se odločil provat. Ja, smo se odločili provat, tu zdaj laufamo skoraj 1 leto že, ne? No. Tako da gre fajn naprej, tako da zdaj bo treba provat še kakšne nove reči. Jaz imam mogoče malo preveč straha pri tem začeti, veš ono, dej, ko bom začel, pa ki bo, pa ki ne bo, pa preveč overtinkam, ne, ampak treba samo lotiti, ne. Hkrati pa mene pa ful, recimo, moji interni pritiski me ful podrejo dol, ne, veš, jaz bi tudi delal tavžen tenih reči, ma si pole preveč dam pritiska na sebe, ne, in pole počene, in pole treba stopiti malo nazaj, in pole spet zalaufati, pole spet prijeti do točke, kaj treba spet stopiti malo nazaj, zdaj pred kratkim je bilo treba tako malo pri sebi neke stvari, ker če ne, veš, sploh, ker smo taki ambiciozni, oziroma si želimo stvari delati, ne, pa kupenih interesov, pole se nabira, rata preveč in pole, ko si rekel, neko zard slej puhan, ne. Ja, itak. Ne, se vem, jaz sem edino glede tega, mi je enkrat en kolega rekel, odkužen ced nazaj, vse se bo zgodilo, kadar se me zazhoditi. Recimo, jaz snemam, imam ta projekt Inflected pač, s Pupo,
poje in tako. In pa imam jaz še svoj projekt zraven, Luminescence, ki pač imam instrumentalno progi metal tako. In sem izdal eno plato, kaj 3-4 leta nazaj, druga je spisana, verjetno tudi 3. in 4. v teh letih, samo je tam. In sem se menil s kolegom, tako pač, daj boš dal še kaj ven. In sem rekel, ne vem, in me je ful tu jelo dejansko, psihično, ko greš tja, gledaš tiste komade, že spisani, neki demoti posneti, in tam je, stagnira. Jih niti ne znam več jahrati, se moram še enkrat učiti svoje. In pa mi rekel, kaj se skeraš, pač, literally se bo zgodilo, kadar se bo imelo za zgoditi in če se bo imelo za zgoditi. Pač ja, lahko ne boš nikoli izdal druge plate z unim, ko se ti bo aprilo nekaj novega. In res nisem izdal druge plate z Luminescence, kar enkrat pač smo se najdla s Nino, smo naredila ta Inflected, začela pisati muziko in smo izdala plato. Tako pač ni bila ona, je bila ta. Ne vem, isto z vlogom, pač nisem si mislil, da bom vlogo in pač verjetno se nekaj ni zgodilo in se je zgodilo tudi, da sem notu vloga. Tako da pač si ful probam ne dati tega prešere, pač se te posjede. Valjda, razumeš, tudi mene, razumeš, gledam tiste kitare na zidi, tam, razumeš, vsak dan, ne, in pol greš na internet in se to lažiš, kako tudi drugi nime cajta zavaditi, ne, bi si jo dal pod pošter, veš, ko v osnovni šoli, ko si dal zvezek pod pošter, da si se navadil, samo pizda, trda, razumeš, in ne moreš spati pole, ne, pa si ti zatekne uho v strune in ne. Pole te še malo zbudijo strune, ne. Ja, ni v redu, ne. In sam pač, kaj, bo, in pa pride dan, ko dejansko se mi ne da nič, tudi tu sem se recimo jaz sekeral. Sem prišel domov in sem imel zakončiti uni video, uni slike, mu dati zmontirati vlog, moram dati vlog gor. Sem prišel domov in nisem delal nič. Sem palil kitaro, sem igral 6 ur zaporedoma, brez se ustaviti kitare in sem se počutil dobro. Uno je počakalo, noben ni umrl, vem, če je prav sila, da je neka nujna stranka, pokličeš, ti čuj si na smrtni posli, ne dobro, da biš jutri. In enjoy life, ka pač itak živiš enkrat in mislim, whatever, mislim, zdaj zdaj, če je neki, mislim, še zmeraj neka meja ima. Če ti pač paše, da prije ponedeljka, ko si že od zjutra gnil in ne bi neki delo prav grozno produktivne, a deli, kar ti pač paše, ti pač na sprehod beži, ne. In vzem si cajt zase, ko je prekasno takrat, ko si ga vzame telu. Enostavno. In če pač boš delal nekaj s prisilo, ti bo prišlo prujeti. Tudi če se boš ti silo, da moram nujno vsak teden dati v en podcast in mora biti dober, preslej, mislim, odvisno od človeka, skoraj višno ti bo prišlo proti, ki ti bo rato nek prisiljen job, ko ga moraš delati. Pač tako je bilo meni z vlogom. Jaz sem delal ponedeljek in pa sem začel delati slab content, ki je bilo neki nedelja zvečer, jaz moram dati jutri ven vlog. In sem šel gledati neke strani, kaj bom zdaj komentiral, govoril, sem posnel, prisiljen smeh, prav silil sem se, in ko sem edital, sam sebi sem šel na živce in sem vseh dal ven par takih. In so še zmeri sicer hor, ne vem točno, ker ima mi prav in pol par ljudi mi je reklo, tu nisi ti. Pač, in je bilo videti, pač ne vem, sem imel 3 ure ogledov, pri teh sem imel 37. Folk sploh ni. In so videli, da nisem jaz. In pa sem govoril še s par ljudmi tako in sem rekel, da res. In pa sem bil prav, in pa sem prav rekel, jebte se, vlog bo, ko bo meni pašalo. Ker pač bo, sej bo. Če pač ta teden ne imel kontenta in bo imel drugo delo, pač ne bo. Ne? Sploh hitek ni primary job, tako da pač je tisto hobi bilo, sploh takrat. In je tu, in tisti, ko so spontani, pa itek so vsi bum. Ne? Pač ne vem, po moje največji hit je bil vlog s fižulam med covidom. Pač tisto, še danes me srečavi ljudje, ko zjajo za mano fžu. Stari res ni niti imena, pizda, razumeš. Sani vlog se kliče in ti si zapomniš fžu, razumeš. Sani vlog fžu. Malo fora je bila ta karantene so bile in ta jajca in so šel bi teho in tip je bil pred mano z vozičkom fižula. Tip je jemu, stari, ne vem, 4 tiste
platoje, fžula, konzerve, razumeš. In mene me urilo, razumeš, sem rekel, stari, da tu poje v karanteni, bomo imeli še eno karanteno zaradi njeha, razumeš. Pač tu ni plinske maske, ko bo tu držalo, če ta familija poje tisti fžul, razumeš. In dejansko, tu sem jaz doživel biti sam in pa prijem domov in jaz sem bil na Discordi s prijateljami, pač ko smo gikali in jaz to začnem razlagati, tako kot zdaj tebi, razumeš. In te pa je rilo, razumeš. In pač pole začelo rit mene in je bilo ono, dej čakaj, jaz moram tu posneti. In sem prejel telefon in šel v kuhnjo na svetlo, sem palil kar selfie, posnel, povedal točno tu štorijo, zraven me je rilo, dal gor in ta vlog je šel ven pruno, bam, razumeš, pač tu drugi dan sem prišel delati na postajo, razumeš, tu vsi šoferji, ko so me videli, tu je rilo, pač meni je bilo ful dobro in je rilo še zmeri mene in jaz po moje, ne vem, če sem posnel kjeri vlog, ko je bil še bolj spontan, pač te drugi lahko je bil v tistih, kaj je že bilo, sem bil na sprehodi in ista fora bila, se pogovarjamo, kaj je že bilo ona pravila, ko so bile te rulsi. Med covidom. Ja, ker jaz nisem smel iti z avtobusom, zato ko nisem bil cepljen, ma sem lahko 8 ur prej vazil avtobus druge, za volanom, čeprav nisem bil cepljen, ma pole jaz kot potnik nisem smel gor, zato ko nisem cepljen. Ja, okay. In tu smo bili na enem sprehodi in s tu razlahami in isto merije. In pa je bilo, wait here, hold my beer. Sedel je garam kamero, posnel in bil isto boom, ker so bili pač nelogični te ukrepi in dajajca. Tako da tu pač sem dejansko videl, da če je nekaj spontano in je dejansko videti tudi, da je človek spontan, da se spontano smeje, da je spontano govori. In jaz ful se trudim delati ne po nekih scenarijih. Pač nisem imel nikoli scenarija za nič, pač kaj si narediš neko okvir, ja bom zdaj govoril 15 minut od te teme. What happens, happens. In delam na isti način dejansko tudi, ko snemamo, ne vem, za stranke. Pač, če zdaj rabi človek scenarij, valjda bomo spisali scenarij, pač ne naredimo en okvir in go with the flow, ker pač tako delam jaz dejansko najboljše. In sem najbolj v temu, padem z glavo notri in greš. In se spomnim še 14 kadrov vmes, 3 jih bom vrhu proč pole, ko so useless, smo jih posnamemo, oni bo full door, oni, ko sem jih planiral, so katastrofa in sam greš. In zmeri je boljše imati več, kar manj. In spet smo tam, provi. Ja, se mi zdi, moraš dobiti sam pri sebi, moraš dobiti nek balans med tisto rutino, oziroma da se malo presilaš je delati, ker tudi brez tiza ne narediš neč. Hkrati pa mora biti ta spontanost, da pač, ko si tudi rekel, včasih se stvari poklopijo same od sebe. Recimo pri meni je bilo tako, jaz sem si že full cajta razmišljal, da bi naredil en kurs od utrujenosti, ker imam pač svojo izkušnjo glede tega, izkušnja z utrujenostjo, izgorelosti, izčrpanostjo. In full cajta je bil ta pressure, dej naredimo. In pola januarja smo začeli snemati, smo snemali tle, pa Nik pa Hana sta pomagala in tako. In sem posnel že par videov tu in pola je se zaštopalo. Ni šlo naprej, pa stvari sem niso poklopljene. In pola sem prišel do one točke, jaz sem rekel, čem pa hatu naprej, ker ni bilo čutiti ta pravo. Pa sem rekel, da je pustimo za enkrat, pač ni, veš, tu turno je feeling noter, ni bil ta pravi. Pa sem malo pustil in zdaj pola 10 dni nazaj, prejšnji teden me pa eden kontaktiral, da delajo zdaj spletno platformo s tečaji v Sloveniji, če bi prišel za njih narediti in sem bil pravno. Včasih pride samo od sebe, samo se je težko prepustiti to kontrolu, težko je prepustiti v kontrolu, da nimaš nad vsem ti vpliva, pač ga nimaš, toliko ga imaš, Itak, pač ne moreš prav na vse, in še bolj tako, ko si rekel, pač si dal na kraj, pač ne malo počakal. Je bilo ful težko, ker sem že ful cajta si želel, pa je tak pritiski pole in tako, samo pole, ko sem dal malo na stran, se je pa pole začelo neki novo odpirati. Itak. Mislim, tako sem dal jaz na stran novo kitaro, razumeš, samo mene recimo me je ustavila cena, pač je bilo ful težko pač reči, bo enkrat, boš moja, razumeš, ko bom imel 20,000 evrov viška, razumeš,
Sam pač ja, ne. Namesto know-how, ta kitara, ne. Ja, tako. Ja, ma kaj, če lahko čarovnice letijo na metlah, bom tudi jaz se pel s kitaro, mater, ja. In pač vse rata tako, pač sam malo truda, valjda moraš vložiti, če se mi ni odvezil šnirenc. Malo truda moraš vložiti v stvar, ker pač brez tega, mislim, ni da boš ležal doma in bo prišlo vseh tebi, tu recimo te otroci dan današnjega časa, se mi zdi, da mislijo živeti na tak način, ne vsi, da ne bo kakšen tle v studiji metu kakšnih flašk v glavo, ko imamo take mlajše ljudi, ampak je pač dejansko ful takih ljudi okoli mene, ko pač si misli, da bo pač vse prišlo na easy. Oziroma, pač da bo prišlo vse hitro. Se tu se mi zdi, da smo vsi imamo to. Veš, zaradi teh socialnih, ko vidimo hitro uspehe, Uni je uspel skoraj čez noč, včeraj ni bilo, da nas je pa nek influencer. Bolje si misliš, da vse danes manj, ne? Ja, samo prvo živimo v Sloveniji, nisi na Švedskem ali pa v Ameriki, kjer je vse bolj razvito, razumeš? In drugo kot drugo pač po eni strani pač je boljše tako, ko je dosti takih ljudi, ko uspe z danes na jutri, ma drugi teden, kilo vsak, kdo je, ki je, kam je končil, ne vem, imaš za primer te one hit wonderje, ki so, pač, oni dan, ne vem, kdo je imel, Rick Beato, mislim, da je imel en youtuber, tako glasbenik, je imel prav od tega debato, ko so dejansko bili kantautori in tu, ko so imeli en hit in zdaj živ Bog ne ve, v kjer mi špari prodaja zelenjavo, razumeš? In ga ni več. Tako da se mi zdi dejansko, da se mi smeje, znaš. Okej. Ja. Dobro, ni povedal lih od špara, ali ko ni imel špara tam, ne. Ampak je dejansko tu in se mi zdi, da če pa ti se malo vselih potrudiš in si nekaj priboriš, stvar bolj ceniš in se boš trudil pač še naprej in tako, ti ni ono preneseno, da greš na X Factor, tam dvakrat pluvaš, bam, zlati hum, zato ko si bil ful všeč bazovičarji in si zmahal, Slovenija ima talent, ko si pojo in pol pač, ja, prav, imaš 24,000 followerji na Instagram in kaj si, pač ne vem, prav, če ti rata služiti od tega, svaka ti čast. Ma jaz ne vidim tu na dolgi rok, da bo šlo. Pač ka ful youtuberjev in slovenskih in tu pač je dejansko palo, ker pač se ne moreš v nedogled. In ne vem, jaz ful gledam, da širim nek spekter, tudi pri vlogi recimo, da vsaj probam držati neko zanimivost in pač imam non-stop neke nove ideje, milijon teh serij znotraj vloga in vse, ker pač malo vselih moraš dej mahan zritijo, razumeš? In se mi zdi, kar sem te prej reči, da ne vem, ful teh mladih je pa na tak način, da pač ti boš študiral in boš končil faks, magisterij in ko boš končil tu, boš vapril SP arhitekturo ali pa, ne vem, boš SP advokat in bojo stranke že spredi pred unim, ne, ko greš na ta na sejo vapart že ko priješ ven, te čakajo v vrsti in pa si sam zbeš, ti boš stranka, ti boš stranka, ti mi niso všeč. Ja, ti kar pedi, dob si druzha, ne, in podpišeš pogodbe in imaš 10 strank in evo ti 3 ure na mesec in srečno, pač doesn't work like that. Ne, in isto je z vsako rečjo in se mi zdi, da če moraš pa malo mahnt, stvar bolj ceniš in delaš boljši, pristno, mislim, bolj pristno, bolj ne vem, in itak pol je tu, ali delaš srcem, ali ne. To pa zmenem bolj čutijo ljudje, ne? Ja. Ali delaš srcem, ali ne. Ker se mi zdi sploh na začetku ta internet je bilo, se lahko skrivalo in to zdaj pa zmenem bolj čutijo ljudje, ali delaš nekaj strastjo, ne? In prepoznajo tisto, ne. Je vedeti, tudi na internetu, literally je vedeti. Ja. Du dela zato, ko se sili in du dela zato, ko pač uživa v temu. In ne bom tako po imenih ali karkoli ima ti jih pokažem s prstem in lahko zanikam, pač dela zato, ko ne vem, mora in mu je všeč biti slaven ali pa whatever. Ta hajtek je ful, sploh influencerji, razumeš. Mislim, da uni dan influencerji so bili uni v bolnici, ko so imeli influenco, razumeš. In zdaj mi so le pamet, kako moram začiniti steak, razumeš. In kaj moram hoditi in kaj moram jaz zjetro, pač tu marjam, ne bim kar drisku, ne.
In tu je recimo to, vsi bojo bili influencerji, recimo, ne. In smo prišli že do take mere, lahko morda ne v Sloveniji, ampak tako nasplošno po sveti, da pač folk neče več hoče študirati, ker pač on bo influencer. Ja. In... To je zanimivo, ne, ko so delali une študije, to je bilo smizel v Ameriki, ne, kao pred leti, ko so vprašali otroke, kaj hočejo biti, ne vem, 30-40 let nazaj, ne, kaj hočete biti, ko boste odrasli, ne, hočemo biti astronauti, pa nekaj tako. Ja. 20 let nazaj je bilo, ok, hočemo biti profesionalni nogometaši, fora Messi, Ronaldo. Zdaj, kaj češ biti, ne? Ja, influencer. Valjda, ne delaš nič, razumeš? Ja. In jaz jih ne morem, se mi nekako naježajo, vidi, kot da bi poslušal Jeleno Rozgo, sem zdaj vidi, mi naježajo kot cene, ma ne v dobrem nameni. Pač, ka dej vsaj deli nekaj, ne, in pole, plus je še to, da pol zamori, ne vem, ljudi, kukor sva recimo jaz in ti, pač vsaj v mojimi primeri, ka se nekaj trudiš in se trudiš delati content in pol gre mimo tebe po levi špuri, razumeš, ko po nemški avtocesti 230, ena ko zjetro si stave make-up, razumeš, ima 12 let in govori, kakšen bo zdaj njen dan in kako bo naporno geometriji, razumeš, ko ji ne grejo kalkulacije in šjora si stavi make-up, ne šjora, razumeš, bi rekla moja mama šmrkovna, razumeš. In pol si what am I doing here? Zakaj se jaz tle nekaj trudim in provam nekaj narediti z tega in tudi tu, a pa ne vem, imaš streamerje. Samo če smo govorili, influencerji. Ja. Ne vem. Streamerji, ja, prav. Isto kot dejansko streamerji in pač ta e-šport in to, moram dobiti nazaj flow, razumeš, kako te zmote, enako je skoraj upokojenka, mi je dvihne malo če bo to gledala, bo užaljena zdaj. Ni šel skoraj upokojenka. Upam, dobro, da ne bo gledala. Bomo res v drugem studiju. Ni postala prostora. Ako bo vzela tu kot sarkastična. Ja, če nima za prikazno sliko traktorja, bo zastopila, da se zabavamo. Ne, glavno sem tev reči tu, da pač ne vem, ta e-šport in vse ne vem, kaj sem tev reči, iskreno. Pač streamerji in te, ja, ok, vem, kaj sem tev reči. To je moj problem, že se zahabim. Tu odkar sem prišel ven z depresije dejansko. Mene me kar odpelje na moment. In pol, zašem, grem ča po tistih drevjesah, razumeš, za ne ve, nim pojma več, ki so lojtra. Ne, preko pozamem še enkrat. Pač so bili te streamerji na Twitchi porast in si pač gledal te playerje, ko so pač delali, so obvladali game, ne vem, mi smo občudovali streamerje, ne vem, Shroud je bil za Counter-Strike in vse FPS game, pač mi smo tu noreli, ma smo gledali pač, kaj tip delo, razumeš, ko je one, two, tam pa bivo skako in game sense in vse. In pol je prišel kar enkrat rubrika na Twitchi, Just Chatting. In hor si imel žensko, ko je fucking jela večerjo pred kompom s kamero in ona je četala. In hor je bilo 40,000 ljudi, ko je pluvalo na PayPal cash, razumeš? In sem bil what the fuck? Pač dej, komet padi. Padi, we don't deserve this, razumeš? Literally. I don't want to live on this planet. Anymore, ja, prav une opice, veš, ko so in poje let's go backwards, we fucked up, razumem? Uni mimi s Futurama, no vem, če si gledal Futurama, ne? Ja, sem itak. I don't want to live on this planet anymore. Si tu. In tu dejansko je tu, ne? In ste smo prišli, ne, vsi vemo kam, ne, na only, ne, fans. In tako, ne? Čeprav tisto je spet poglavje zase, ko pač svaka im čast, ne, mislim, tudi že Just Chatting, razumeš? Sej je oni ženski bi dal 2 klafa, razumeš? Ampak bi dal 3, on mu kupol tu supporta in mislim, ok, če ti paše, pač gledaj v monu, tam, ko je fetine, mislim, ne, prav, in nima mislim, tu je, ko nima kontenta, mislim, dej mi kontent. Mislim, je fetino zraven, ko plešeš nekaj, pokaži mi talent, ne, se ti in se meni, razumeš? In valjda dekolte,
Sem absolutno, tu recimo mi moški imamo minus, ne, zato, če bi imeli majčke tako, vsaj ljubavni tepih v enah, napali, razumeš, v dan sem že videl reklamo za depilacijo moško, razumeš, sem bil lekuno, porko, sveder. Ja, dobro, če bi bil plavalc, ne. In pač, tu deli content, razumeš, in pol imaš ljudi, ko pa delajo content in noben supportu, pač mu ne bo dal 5 evrov na mesec, zato ko dela content, pa bo supportu, dokar je zastojen. Sej, hvala, valjda, sej s temi sem zrasel, samo pač pol po enem cajti, če češ stvar expanded, pač ne živimo od zraka in ne vem, te 2 kamere niso zastojen, ne, moramo 2 sta študenta, sta zastojen, ma pač, ne, ne, pač, ni zastojen, jaz nimam študentov, razumeš, moram sam, razumeš, in se moram plačati sama sebe, razumeš, da kupam naprave in tu, ne. Zdaj pač ti skoriščeš pošteli delovno silo, enkrat je noš mogo več, razumeš, ko nabereš ta izkušnja, pol tu je hotovo, ne. Ja, to bo pojurjeno. Ja. Kasne, to ne bo. In pol pač, ali boš imel Just Chatting podcast, ali se boš pofarbil kakšne farbe, ne, ali boš rad vegan, nekaj bo to moraš narediti in pol morda bo palilo, ne. Ja, tu sem tudi jaz recimo probal za podcast, ne, veš, prvo smo naredili majčke, pa pole sem dal, dešilo poje. Ja. Ki sem te povedal. Ja, tu sem tudi probal, pač mi zdaj ustvarjamo to slabo leto. Sem tudi jaz probal malo nek cash in flow, ne, da bi bil, sem probal, pač prvo smo naredili majčke, pole za kao donacijo, za podporo, ne. Sem dobil 1 donacijo, še to od bivša šefa. Veš, koliko so ljudje pripravljeni nekaj donirati, veš. Jaz sem imel tudi meni je pač bed, meni ni panike, da nič ne služim še tega, ne. Pred zanika Hanu toliko cajta vlastem tu preslej, bi rad, da bi prišel neki noter, ne. Samo ljudje pa niso pripravljeni dati, ne. In že vem, da ko bojo prišli recimo kakšni sponzorji, tako se bo dobil kakšen Pametnjakovič, zdaj kar naenkrat ste pa sponzorji, ni zadost, da imate samo podcast. Ma kje, misliš, že tu se ustvarja samo? Vse tu, ne, proketi prasec, vse, samo služiš. Samo za sode boš te, razumeš? Ma dio bo. Pa doneri mi kaj, ne, ja, tisto pa ne, veš, se ne morem prvoščiti 5 evrov na mesec, 5 evrov, 2 kafeti. Ja, jaz bi tel videti te ljudi, ko grejo v Špar in nakupiš Peugeot in prije na konci in reče oni, hvala. Ne? In ona reče, prosim, in greš z vozičkom. It doesn't work like that, ne? Ko greš, peleš avto, mehaniki, mislim, kaj, ne? Ti bo rekel mehanik, vidi, nov paraurt je 600 evrov in delal 100 in bo rekel, on je bil sam za sode, pregedi prasec, razumeš? Mislim, od nečesa nek inkom moraš biti, moraš biti inkom, ja. Ne, ampak, zdaj ena je, ko imaš ti nek full-time job in je tu sajt, sam pač lih tako, ne, se mi reka ena fenic tam, mi je dejansko, pač smo tako malo debatirali, pač tako, imam par takih ljudi, ki me spremljajo full-cajta, ki bi lahko rekel, da smo ratali že malo frendi, ki pač tako ti da nek nasvet in pač vpraša za mnenje in ceniš njegovo mnenje, ker pač veš, da te spremlja 5 let in še zmeri ni, da smo, ne vem, na taki ravni, da bi rekel, ne vem, smo ko sin in mama, ko veš, da ti ne bo rekla nič slabega, ampak zaupam, da pač, če bo slabo, mi bo povedala, da je slabo in če je dobro. In pač mi da tak nasvet in rekel pač, kaj ima veze, če imaš ti main job in imaš že plačo? Pač, kaj, mislim, ni da delaš v parlamentu in imaš 10 jurjev na mesec plača in zdaj ti bi še Patreon za laufu, da bi še zraven, ne. Čeprav tudi Pahor je rekel, da si tisto v svojo plačo težko zaslužil. Ja, dobro, on je jemu takrat samo 5,000, razumeš. Mislim, da je nas skozi buhno, razumeš, mislim. Ja, to je že težko, ne, če kupaš Cornflakes Gold, ne, veš koliko se 2,5 €, ne, če ješ vsak dan zajtrk tu, ne se na mesec, razumeš. Sarkazem, če kdo ne zastopa. Ja. Ma ne, dobro, itak verjetno pa večji inkom, ko jemaš pač drugačen stil življenja, jemaš pač, jaz tu verjamem, da obstaja neka ta, mislim, jaz še zmeri sem prepričan in če slučajno se tu spremeni in res ratam, ne vem, ne milijonar, ampak whatever, da imam full soldo ali karkoli in da bom rad dejansko dickhead zaradi tega, pač dej uni so si zetorjem na profilni, pridite me jaz, ko pač nečem... Veka futi, ne? Ja, pač ko nečem biti in
ful zgleda, da dejansko očitno rataš s tem. Jaz sem še zmeri mnenja, da ne vem, jaz bi še zmeri vlagal te reči v nekaj pametnega. Ne? In trenutno, ne vem, Jurja in pol plače na mesec, ko jo ima večinoma, ni da tu živiš pravno lagano, sportski. Več moraš dejansko malo pogledati, ali boš kupil mleko s zamrškam ali brez zamrška, ko je 20 centov razlike. Ne? Plus zdaj, ko so oni zamrški, je šlo mleko malo gor, ki je 7 centimov več plastike in zamršek te gleda tako, razumeš, in se ti zaletava v nos. Ampak lej, za dobro okolje, ne? Ka? Ja, se zato zamem brez zamrška. Kam boljše okolje tako, razumeš? Zdaj, next step je samo, da mi dajo mleko brez tetrapaka, da priješ čevu na to blijen, da citro, mislim, to je pravno. Ampak pač, če mi reč, ne, spet on the serious side, če češ zraven med, vsi imajo nek side job še, mislim, vsak te drugi, razumeš? Tam danes, če češ nekaj jemat in da živiš lepše in si prvoščeš in si kupiš, ne vem, nekaj še za hobi, pač rabiš delati 2 službe, je bil mater. Razen, če si javna uprava, pole pa samo jokaš, da imaš premalo, ne? Pa bi rad več. Ne? Ja. Tako ti ne rabiš noč zraven delati, kaj tak ti bo Ja, itak, ne. Čeprav tudi tle niso vsi v istmi unimi, ne, recimo. Blihen ceden nazaj sem se dajal, tu imam še nek plan speljati nek vlog na to temo, ne vem, učitelji recimo, ne, ki se jih ful plova, kakšne so plače, ono tretje. Pač reš liter ali gledati njihove plačilne razrede in pač tip mora 15 let jebati ježa na tisti šoli, zato da pride na pač, ne vem, Jurja 600 plače in tu je že skoraj tam pod ravnateljem, razumeš? In pač Jurja 600 ti delaš cele dneve, pač doma ni da, ne vem, ful ljudi recimo si misli, da učitelji oni pridejo 4 ure na dan v šolo in so z otrocmi, ne, tam 3+3 je 6, plan, in pa prije domov in on gre na nanos hoditi, gre žurat zvečer, drugi dan spet gre 4 ure v šolo, pač ni, zone 4 ure, on vsaj 4 ure prej piše priprave, kaj bo delal s tismi, tu se beleži in pač se ubada s staršami, pač tu je hujše, res, če se bi jemu zaubadati s staršami, bi te rajši raka na možganih, da me pobre čim prej gotovo, ka pač uno je hujše, uno je altroke cancer, uno je pijavka, ko jo ne daš dol, razumeš, ka vidim že pač v mojimi jobi, pač kako so te ljudje, razumeš, ne, in pol imaš še te otroke, recimo, ko ne vem, zdaj, ko pridejo k meni kupiti karto za vlak, ne? In pride mož, ima 26 let in gre v drugi letnik magisterija, prije mama zraven, ne? Kupiti karto. In govori tudi mama, ne? In tu se pol vzhaja zraven in te učiteljice se dajo s temi otrocmi in s temi staršami. Starše, ja. Ne? Plus vatrek dobi 2, zato ker nima pojma in pride starš, da pač njihov vatrek si zasluži 5, ne? Take. In tu je pač videti, ne vem, že samo ko greš v kakšno skupino na Facebooku od učiteljev, recimo inkognito noter, ne, sem inkognito, ja, sem tam, enkrat me še niso vrli ven, ampak pač vidiš, kaj se dejansko dogaja v temu in v tem primeri pač, jaz sem začel na tu gledati ful drhači, ne, pač te ljudje bi si zaslužili 3 urje plače in še zmerno bi delo tega joba. Ja, že, če greš pogledati čez mejo, ne, mislim, da v Italiji je tista osnovna plača za tista, ker šele začenja, je oziroma še enkrat toliko kot tle, mislim, da je Jurja 500, ne, tista začetna, ne, kaj pa še tisti profesori. Prva so na Jurja začetniki. Ja. In si tam en cejt. Ne. Tako da, ne, da tisto ne, sem pa kakšna občina, pa tako. Tisto je pa... Da so zmer živčni. Javni sektor, ne delajo neč, pero prenizka plača. Ja, to Marija, biš pa delaš kaj zraven, ne, sej ti ostane kaj Marija. Ja, snemi podcast pa podan, ne vem, neki, ne. Ja, samo stiza se ne začne se sluča, več tisto ne se ne splača, ne. Ja, oni je na javni upravi, ja. Nekaj VZN, to. Da, to je red. Ja. Ne, tu itek se strinjam, pa so določene službe, ko pač so. Ne vem, mislim, se vsak ima svoje probleme in vsaka služba je težka svoje, ne. Pač jaz verjamem, da tudi oni
ne vem, ne res cel dan cinhajo noho, ne, pač na vzvojno vsaj izgleda tako. In zmeri, ko pridem če, so živčni, zmeri delijo tam meni živčni, razumeš, in ko moram podaljšati izpit, razumeš, jaz vzemem bolovanje en teden prej, razumeš, ko pač, šef, jaz te pridem delati jutra, kaj, jaz moram na občino drugi teden, razumeš, jaz se te zastopam, boji doma, vzemi 14 dni, razumeš, ko pač priješ če in že ko priješ skozi vrata, razumeš, kar naprej na šalter in popriš na šalter, vsi te gledajo, veš, razumeš. Prav ko te pojej z očmi od tisti ljudje tam, razumeš, prozdlih zdajmo prijet, razumeš, so kuni, ko prodajalci v Big Bang ima. In ne vem, sam pač, če ti ni, ne vem, najlažje je dan danes etiket stavkat, ne. To se mi zdi, da je najbolj ono. Zdaj bomo stavkali in tisti, ko bi mogli, pa ne. Recimo šoferji avtobusu so tudi tam po tleh, ne. Pa lažje stavkaš kot šofer avtobusa, ne. Zaparkiraš lepo v Ljubljano, tam pred vladu, ne, čau, stavljen promet, ne. Hitro prišli do kompromisa, ne. Se zmeniš še s kmetami, ne, pripelješ še zetorje. Ja, pač mislim itak to, ne vem, jaz itak ne štekam, pač jaz nisem v teh ne sindikatih, ne teh jajcih, ka pač sam še tu smi manjka, še nek pole ta sindikalist, politolog in ne vem še kaj zraven smi manjka. Mogoče, ko si rekel prej, inkognito noter, da vidiš notranje, neko vloge. Samo je tako, pač ni spet, je recimo itak ful poklicu je razvrednotenih dan danes, ne. Pač tu jih je ful, je recimo lih tako je učitelj razvrednoten, ne, ka pač, ne vem, mi smo bili po moje še zadnje generacije, ka si skoraj da lahko dobil tudi še pataf, če si če ne drugo si ga dobil doma, 2, ne, in zdaj pa je itak, so vsi sončki, ne, in pa recimo, ne vem, prav šofer dejansko avtobusa, pač ti si tam literali ena kanta, ko piše gor pljuni. Pač dobesedno. In potniki in vsi, pač jaz dobivam tudi klice in pritožbe nad šoferje, ka pač je tu, pač oni so tam smeti, pač smetci, voziš 15-metrsko mašino s ljudmi gor in ti si smet in če promet je grozen in pač zamuješ, si ti kriv, si ti škavaca, ti bi mogel imeti betonček in oprt krila in zletati čez gužvo, razumeš, in prije točno in take pač, vsak ima 5 minut cajta, te oplova, pač prav malo, da te ne prime, ne, in tu mi je grozno in je ful takih poklicov, ker pač so prav rateli driska, pač prav kuda ne obstaja in so tam dol minimalci in delej, ne, in te ljudje delajo po 15, če ne celo, še 20 ur na dan, in noben se ne zaveda tega. In ti moraš biti tam, nasmejan in gremo, ne. In ful je takih poklicov, ki jih je v zadnjih 10 letih so prišli iz tle sem, ne. Mislim, če vprašaš mene, itak, ne vem, pač jaz sem ful, ne vem, za fizična dela in te reči, pač neke dela, da bi dejansko se kategoriziralo, kjera dela so dejansko neki težka, zajebana, ali tem stilu, pač meni ni bilo nikoli v življenju pošteno, da ima smetar, ko je na vseh možnih vremenskih razmerah in se fora s tistim kamionom, ti kauno mazanijo, ko je non-stop izpostavljen vsem možnim boleznam, za reči pač, ne, in vse, in ima tistih 700-800 evrov plače in je zmeri najnižji, razumeš? Fucking jaz, ko sem bil majhen, sem rekel, kom velik bom smetar, razumeš? Pač toliko sem cenil jaz smetar, še sem bil jaz, ko bom velik, bom smetar, si pa sem videl plačo, sem rekel, da bom minister, mi ni ratalo, ne drugo. Govor imaš, ne za ministra, ja, ne. Bi bil uspešen, ne. Lahko bi bil minister za smeti, recimo, ne, in združim, ne, pa bi se slikal za kalendar. Boče moraš narediti kakšen vlog za smetarja, se razmišljal? V bistvu imam tak ful cool plan, ki lahko ga iskreno razkrijem, morda me še kakšen najde, da bi dejansko naredil tudi jaz vlog podcast, pač bi objavil tudi pač kakor podcast, pač znervoziran, ne, tu ko imam že jaz to mojo serijo, pač ko me spravljajo v živce, ampak bi jaz to serijo dvignil stopničko višje. Tu mi je dal idejo dejansko Štjan,
Radia Koper, ki mi je pač mi je omenil podcast Znervoziran, sem išel kakšen podcast, nim podcast Znervoziran, pa mi je rekel, nisem vedel, kako bi povedal, razumeš, in pa sem bil lahko, fakt, to je dobra ideja, sem imaš podcast Znervoziran, in pač itak bo vlog za reči, ne, ampak, da bistvi, da bi dejansko različni ljudi iz različnih poklicov imel kot goste, in da bi prav govoril od tega, od znervoziranosti, ker pač povsod je nek stres, povsod te nekdo zajbava, povsod ni rožnato, in bi prav od tega govoril, in bi prav pač valjda na smeh, ampak še zmeri do neke meje, tudi morda poučno, vse toliko, da bi ljudje lahko videli, da ne vem, nisi sam, nisi edini, ko imaš probleme, je še kakšen. Ja, pa tudi ljudje bi dobili pogled v to, kako so pač nekateri poklici razvrednoteni. Ja, in pač in kaj dejansko mora nekdo v enimi poklici delati za nič. In ti se pritožavaš, ker imaš, ne vem, 2 ure plače in ti gre na živce in ne boš imel 1 uro in pol malce več, razumeš, ti boš imel 2 ure malce za te ure 6 ur, razumeš. Pa imaš ko je pa ni na kamioni, razumeš, smetarskami uspod. Pač take, tudi že prej, ko smo bili na teh hate komentarjih, pač ljudje ne znajo več pogledati z drugega zornega kota ali pa se postaviti v telu nekoga, pa v poklic nekoga ali pa v situacijo nekoga. Pač je samo, kaj vidimo mi, razumeš, pač jaz te vidim, kaj delaš, pač ti si na kameri vesel in snemaš podcast in si puhan soldu, si hurno, razumeš, in tudi če se pripelješ, ne vem, v avti za 30,000 evrov, si hurno, je itak je tvoj in imaš cash, in če imaš tak avto, imaš noben ne pomisli, ne vem, lahko je pač, valjda, ne vem, ta avto, si ga izposodil, whatever, ne, lahko pač ima hišo katastrofa in pač vlaga v hobi, ko ga tu dela srečna, ne vem, whatever, karikiram, mislim, tako se zmišljavam, ne, pač tu je, in to je ta nestrpnost od ljudi, pač deno, pač ne moreš judge, če ne veš, duje od zadaj, in isto so s poklicami in vse, in samo moj poklic je the best in jaz si zaslužim vse in za druge me boli jaz bom stavko, ker pač jaz čem višjo plačo in za druge me ne gane, ne. In še zmeri, ko greš gledati neke povprečne plače, nas to mi nikoli niso bile jasne, ko jaz ne vem, dupar pizdi, te plače, razumeš? Zakaj nisem v povprečju vsaj, razumeš? Ne, sem pod povprečjem zmeri, razumeš? Ne? In pa pač valjda priješ do tega, da se moraš lotati delati nekaj drugega, in tako, ko mi dva, recimo, imaš nek side hustle, ko te še zanima in ti daja še neko veselje in ostalo, in valjda priješ slepo hruntaš, da tu nahreja zastuje, razumeš, kukor sem rekel, te dva nosta skozi študenta, sta telemacovde, ne? In pač boš mogli nekaj dobiti noter, ne? Tako da... Ja. Je pa long term game, ne, se ti koliko cajtov to ustvarjaš? 4 leta si rekel, ne? Ma tam, ja, ne vem, 4 leta nazaj. Pač težko je, full cajta moraš ustvarjati, sploh tle v Sloveniji, v Ameriki je že lažje, recimo, ne, imaš toliko večjo bazo ljudi, pa cel svet imaš pa tako, ne, tle Slovenija je mičkana, ne, pa še tam, mislim, teta ljudi, ne, ko smo rekli, ne, težko je podprijeti koga, nekateremu streamerju pa je enostavno dati petevi, ne, tam imaš, ne, tam. Ja, tako da. Pač se mi zdi, da ljudje ful enostavno dajo tistim, ki imajo, in ful težko daš tismu, ko še nima. Pač tu je isto z bendami. Pač si bil daj na koncerti, ko so bile 2 predskupine. Koliko ljudi je bilo na predskupini? 17. In na glavni skupini, za tisto, ko si plačal, puhno. Why, zakaj? Mislim, se okej, lahko ti ni všeč, razumeš? Ma pač ne vem, greš na koncert, pidi poleci v koncert, razumeš? Kaj tako šta? Njim bo pomenilo ful, ti si itak plačal karto, ali si tam ali ne, ni da te kasirajo posebej, pač why. In dejansko greš rajši dati 10 evrov za 2 pive, ko ni igrajo, ali pa, ne vem, ne. Isto kukor, ne vem, rajši, ko tebi vsak mesec dati, ne vem, 5 evrov, zdaj, ko te spremljajo in jim delaš cool content, pač rajši bo skadal 2 škatli čikov na dan in bo dal 12 evrov za tisto. Ne. Ko pač 5 evrov na mesec, to pomeni 1 cigaret na dan manj. Literally, tako, ko pogledaš. In folk ne, še zmeri, ne. Pa ti še napišejo, jaz tam spremljam, dokler boš zastojen. Thanks. Hvala za podporo. Give me 5, pravno. Čim več takih, ne. Ja, čim več takih, stari, res. Ja bom šel isto v špar pole, jaz vam bom dal, ko bo zastojen. Ja.
Ne. Češ, ko je oni rek, ne, je vse zastojen, če vse draho. Pač. Ne. In literal je tako, ne. Tako da, ne vem, je pa dejstvo, da se moraš znati postaviti zase. Ja, malo se moraš tudi znati prodati. Jaz tle nisem še najboljši, ampak delamo na temu, ne. Pač tudi malo se moraš tudi znati prodati, ne. Oziroma, itak je ful je marketing, ne. In, ja. Ja, ful je marketing, sam ful ti pomaga, če pohruntaš, kjer marketing ti sjede. Kako ti sjede delati marketing. Ker pač enostavno ni, da greš na Google in pogledaš, kaj dela in to bo delalo zate. Ko pri meni recimo tu ne obstaja. Ko sem probal full fint in na konci se izkaže tu, da sploh, ne vem, so določene reči, ko pa enih delajo in pri meni ne delajo. In pač ljudje ne briha, tudi ne vem. Tudi ko pride slavna oseba na podcast, pa bi vsi hodili tle mimo. Vsi pa šli pogledati, vsak vlog. Tale ima programe pole na konci. Ja, vse to je pač, najlažje je biti, mi zdi v zadnjem cajtu, ok, ni najlažje, ampak tako, ne. Ti začneš deliti na svete, na socialnih omrežjih, kako zrast na socialnih omrežjih. Tu je najlažje, moraš narediti to, moraš narediti to. In ljudje bojo spremljali zaradi tega, ker želijo vedeti, kako je treba uspeti. Jaz vem vse te reči, vem, kako se skela, ampak ne rata. In kje je zdaj fora? Ali jaz ne znam, ali ti ne znaš povedati, verjetno je, ne vem. Ja, literally. Ful je teh channelov na YouTubeu, na Instagramu, ja, moraš skelaš tako, s tem marketingom, pa SEO, pa pod description daš svoj kurs, pa PayPal, pa vse, pa ljudje bojo kar avtomatično klikali, pa bojo kupili, pa ti boš kar naenkrat, naslednji teden boš milijonar. Ja, ko ti daš uni SEO, razumeš, Marija Avdotula, razumeš, ona kar naenkrat, on je dal SEO, razumeš, da je ta in gre na internet, in pa kaže Slavko ti, razumeš, in tako naprej. Pač ne, doesn't work, razumeš. In jaz sem tudi videl, ne vem, jaz ko sem začel vlog kot dejansko videograf in fotograf in to, meni je šlo tako na živce, da nisem imel tu mora biti 4K, editing, lepo, vse pač, ok, itak, če delam tu, ne bom imel nek cheap shit. In pa se martraš, narediti kadar, narediti lučka od zadaj, tretje, Božjo Marijo, in pa na konci snemeš vlog, ko greš v Beteho, razumeš, s telefonom, front face kamera, razumeš, ko je 7 pikslov vse skop, na ekrani dejansko, in imaš 80 to gledal, tako, razumeš, in folk, niti eden v komentarjih ni napisal, pizdaš slabo kvaliteto, razumeš. Ne, kaj pač ni pomembno. Ne? In če greš malo bilo kjera čitati, pač ti pišejo, kupi kamero, ne, vsaj Nikon, kaj je ZTN, vsaj tu, ne, pač je najbolj cheap, 3,5 ure, znaš, ne, kupi en mic, predlagamo šur za 450. Ne. Ti napovejo, da zraven moraš kupiti še amplifier, pa šalko, ne, tisto prije zraven. Tisto prije zraven, pač če začneš vlohat, razumeš, kupi si, dej, beži na banko, kredit 40 urju, kupi in pole počasi boš začnil, ne. Pač literally, jaz nisem dobil nikjer nobenega, ko bi ti rekel, ma sam delej, naredi neki, imaš telefon, karkoli neki pali in deli, razumeš. Jaz sem snemal, 3 leta vloge se z onim Nikonom DSLR-jem, ki ni imel ne autofokusa, ne neč, pol vlogu je autofokus, ko sem se vmes pač premaknil tam sem in je bilo dan, razumeš, in ni da rabiš neko grozno opremo, razumeš. In Mike tudi, dobro sem kupil, kupiš Mike za 50 € in lih tako cool, pač začni nekje, pač sam deli in dejansko za zalaufat stvar ti ne rabiš imati marketinga in spletne strani in Božje Marije preko si karkoli naredil, kaj je useless. Loti se delati in usput pol daješ reči, ne. Pač, če ti nimaš kontenta, ti lahko najameš marketing iz Amerike, istega, ko dela marketing za, ne vem, Hollywood, razumeš, in če ti nimaš novega podcasta, kaj bo marketiniziral? Ja, kaj bo delal? Nič. Pač ti naberi content, razumeš, da pač folk tudi, ko ga ti pripeleš na tvoj profil, ima kaj za videti, ne?
Ne da prije na profil, samo podcast. In marketing, profesionalc v podcastih, razumeš? A ni naredil še nič. 300 followerjev, ne? Ja, tu, ne? Mislim. Marketing advice. Ja. Ja, tako imaš influencer in imaš 7 ljudi, razumeš? Mama, nono, ko je pokojni, tata, stric, razumeš, in teta. Ne? In influencer. Ne? In taki ljudje pol dejansko si upajo pisati unim, ne? In še tu je dejansko. Ko smo taki, ko ne vem, delamo nek content in bi teli imeti vse tipi topi, preko mi pišemo nekomu, kaj pa če bi me morda sponzoriral, ne? In bolj vidiš reklamo, ko ima nekaj človeka brez kontenta noter, greš pogled, ima, ne vem, 7 video tu, razumeš, 300 followerjev in tam to dela reklamo za neko uno. Who the fuck si, razumeš? In take ljudi ponovadi ne briha. On reče, on piše, če, kaj morda rata. In sem začel delati tudi jaz tako, ne? Nisem dobil še nobenega. Sem začel. Važno, da začneš. Ja, ne, in pač kaj jeden od 100 me bo rekel, provamo, whatever. In isto pač začnem delati ti. Kaj če drugega? Ja, sem te dubil na enem od tvojih teh ecov, ne? Ja, sem šel pogledat, ne? Pač, ko si bil pristan, ne, pa v narečju in to, ne? Ti sem šel pogledat, kdo je ta, ne? Pač, potem sem rabil neki cajt, da sem te dubil ven, potem sem te dubil ven, ne? Potem smo se nekako povezali in potem smo to zdaj, ne? Viš, to ni bil Runi, ko je tisti... Oni niso dobili, ma se dubil ti, ne? A porko, je, veš. Tako da neki je od vse, ne? Sigurno ni bil prav uni CEO vnutr, ne? Tisto, da bi si me dobil ful dolgo, si rabil za me jaskat, ne? Veš, ni bilo nikjer tvoja imena, veš, so naredili oni dobro za sebe, ne, ma jaz sem obšel v sistem. Prasci. Ne. Ma ja, pač valjda, sej tu je point, ne? Tako da bomo videli, jaz upam, da me vzame za sponzorja, kakšno podjetje, ko dela, ne vem, klobase, meso, stejke in tu. Ne? Tu ciljam to prvo, tako da bomo videli. Ja. Jaz sem tudi začel malo iskati sponzorja, imam nekoga prijatelja, ki mi zdaj pomaga dobiti. Tako da jaz imam tudi zdaj računam neke affiliate marketing in tako da če tisti poslušalci, ki so prišli do zdaj, pričakujte kakšne oglase, da ne boste presenečeni in boste rekli, ti so začeli zdaj nekaj prodajati, pa so se razdali, prodali svojo rit. Dali dušo. Ja, prodali dušo, ampak... Sell out, mona. Puje, benti. To je isto, ko oglasi na YouTube, vsem grejo na živce. Ja. Pa se grejo tudi meni in ne bom plačal YouTube-a premium. In se pa sam to lažem s tem, da pač skupaj pogledamo 5 sekund oglasa, 40krat v 10-minutnimi videti, ne, ki ti že žilo vrže ven tle, ampak pač se to lažem vse s tem, da ko bom jaz pogledal tistih 5 sekund, bo oni content creator dobil 0,001 centa. In pač, če bom jaz tu pogledal milijonkrat, bo van njemu €1, razumeš? Tako da pač, ne, je pač malo žalostno, ampak ja, vsaj nekaj dobi. Pač jaz sem, ne vem, od oglasu na YouTube dejansko zaslužil v 4 letih €140. Tako, priznam javno, zdaj bo takoj novica na kakšen klip.si. Slavni Slovenec priznal, koliko zasluži. Razkrivamo, koliko evo. zasluži na leto. Evo, tu že imaš novoni za na TikTok. To je že SEO title, veš, to je clickbait. Beta, fuck, razumeš, me prišli, fuck, €140, razumeš. Ampak bojo pozabili napisati, da je to v 4 letih. Te drobni tisk ali pa niti ne napisati. Ja. Ne, pač, sam pač, okej, sej se smejemo, razumeš, ampak tako, ne vem, pri YouTube dejansko lahko dvihneš, ko prideš na 70, vsaj tako imam jaz, ne vem, kako je, če služiš več, ampak ko prideš na €70, lahko povlečeš ven. In pač jaz sem tu zdaj naredil 2krat, sploh kaj tih sem jaz menil algoritem in me nagleda več nobeden skoro na YouTube in pač je ful malo tu. Ampak pač, dejansko 2krat teh €70 mi je palo v tako obdobje, ko je bilo €70. Pač ne vem, sem imel za plačati zavarovanje od avta in pač je vselih neka in kar naenkrat dobim mail od Google, razumeš, you reached your goal, kao, you will have the deposit in 2 days. Sem bil to pošlo prav, €70, razumeš, mislim, nekaj je.
In njih tako mi lahko pomagaš, ne vem, na Patreoni, ki pač ti daš tistih 5 evrov na mesec, ma pač meni na koncu meseca, ne vem, če imam 30, ali pa če imam 500 evrov, razumeš, pač mi pomagamo, ni da se s tem preseravamo, pač, ker ni da... Ja, sploh, ker ne služiš s tem, ne, sej mi tle isto, ne, meni je ful, recimo, jaz sem dobil do zdaj eno donacijo, ne, in nekoga, ko poznam, bivši šef, ne, in samo meni je to ful pomembno, veš, ker je bila prva, pa, veš... Ja, ma tudi ti da nek zagon in vse, ne, in plus si verjamem, da pač, če imaš pol ti nek inkom od poslušalcev, a boš tudi vrnil poslušalce, ne samo s content, pač jaz tako razmišljam, jaz ne vem, vse te majčke in vse to, kar delam, pač jaz sem tu zmeri plačal, pač zmeri sem mogel delati neke investicije in za dizajne in za uno in za tretje, pač imam srečo, da ne vem, si snemam sam, editam sam, ma ne vem, drugi pač, ko pridejo do neke mere, imajo pol ekipo od zadaj in tu delajo drugi in moraš tu vse pokriti in pol, če češ delati, ne vem, nagradne igre za poslušalce ali pa gledalce in te fore, pač tu ni, da mi meni jih meče v friz, ne, da me kličejo se zidiva, sa ti čujemo 400 majc viška, bi naredil nagradno igro, pač ne, je vse za neko ceno in jaz tu laham dejansko z mojega takvina, valjda, ampak če dobivam še nekaj od tega, lahko jaz več, razumeš? Lahko bom čez 10 let, bomo imeli nagradno igro in bom podaril, ne vem, da Porscheja, razumeš? Mislim, tako. Ni da gre vse meni v žep in jaz multimilionar, ko je služil na račun. Ja, se recimo, kdo je najbolj znan zdaj, YouTuber, ne? Mr. Beast, ne? On vse, kar dobi noter, ulože naprej, ne? Ja. Pač itak pole da za sebe, za ekipo, ma večino gre naprej, ne? Ma ima tudi košta, razumeš, jaz če, ne vem, da dobim nek inkom od tega in da nekaj zaslužim še zraven, lahko grem snemat vlog nekam, kamor moram plačati za najem prostora in bo pol nek ful zanimiv vlog za poslušalce, mislim, za gledalce, nekje, ne vem, po Stojinskem hradi, razumeš, Predjanskem hradi, whatever, dvomim, da če kličeš ti čuj, bi snimil vlog v Stolpi, kamor se je snimil Witcher, bi rekel, ja, ti čuj pri Patreji, razumeš, prines 2 pive, pač ni, ne, moraš nekaj plačati in isto ti konci, ne, če nimaš nekaj svojega in da nekaj popestriš, vse je, nič ni zastojen, prav nič, ne, in tu se mi zdi, da folk tu kar jamla malo z rezervo, sploh ne štedira na to, pač vemo, da plačamo benzin, plačamo cigarete, alkohol, to je važno, ne, pive in tu ni noben problem, je vsak dan na pivo, pol pa dati nekaj tako je pa ful težko. Ja, tako da mogoče zdaj lahko malo reach out, se pravi malo ljudi prosimo, ne, se pravi, če vam je všeč to, kar ste zdaj poslušali, oziroma če hočete podpreti, ne. Če morda pa. Ja. Ne, tako da, ja. Fajn, ful sem se presmejal danes, res. Prvi tak podcast, ki smo se res vsi nasmejali, tudi Nik in Hana tam odzadaj za kamerami, tako da top shit. Zdaj za na konc, tu sem ti pa pozabil povedati naprej, upam, da ne bo preveč šok. V bistvu za konc podcasta imamo za vsaka hosta 2 vprašanji, ki so direkt vezane na tematiko podcasta. Pravi benesere, v italijanščini pomeni dobro počutje, tako da kaj zate pomeni dobro počutje, pa 3 nasveti za več dobrega počutja. Kaj zame pomeni dobro počutje? Ja, iskreno tudi študiram nekaj, da bi se sekiral in pač literally, če vstanem zjutraj in mi je cool in si skuham kafe in vse in grem v službo in sem vesel in dejansko, ma ne, pač dobro počutje dejansko samo tu, da nimaš nobenega stresa, iskreno, tu. Ko pač ga je preveč in če prijem domov in mi je ravno in grem delati, kar mi je cool, bodi si, da je tu druga služba ali karkoli, pač tu je tu. In valjda vse mi je na bazi pač smeha in komedije in še toliko boljše se počutim, da dejansko pomagam drugim, da se dobro počutijo. Tako da pač tu. In... To pa 3 nasveti, če bi jih lahko strnil. 3 nasveti. Zvišite si ego, literalno. Res? Dvihni si ego do neke mere, ko se ti bo zdelo, da si že svinja, ker pač, če ne, se sam mečeš sebe v drek
in prideš dejansko do tega, da te ljudje ne cenijo, zato ker ne ceniš sebe. Tako da pač malo ehota jemati je res nice. Jaz sem tako si ga dvihnil in pol še zmeri sem v unmi stanje, pizda, sem bil prav svinja, ne. In pol po drugi strani si, ne, nisi bil. Ne vem, mi pišejo ljudje, da bi naredili nek video, koliko je cena, 600 evrov, ja, si predrah, ja. Povem, pod 600 evrov ne vstanem z kavča za tak projekt. Kakšen si, tak, se cenim, pač. In druga stvar, ne zadržavati čustev v sebi, da jih ven, pač kakršnakoli so, pridi na vlog, se bomo smejali, pedne benesere v šjoku. Ne, šalo na stran, pač res, day one, povej one, kar ti zahrije, komurkoli. In tretji, reči ne. Nice. Lepe. Mislim, da jih nismo še slišali na podcaste. Ne vem, vsi trije so z mojega lajfa dejansko. In ko se tu navadiš, pač probaš postopoma, valjda, moraš kar zdaj biti, ratati beči, in hoditi okoli, no, doesn't work, Ja. ampak počasi, ker se morajo tudi ljudje okoli tebe navaditi. Ja. Sej v bistvu cilj s temi končnimi vprašanji je, da tudi jaz pole zbiram, oziroma da s poslušalci delimo različne ideje, ker vsak ima drugačen pogled. Ne? Ja. Če bo prišlo nekomu zdaj prav, kakšen nasvet, ne? Ja. Veš, bo začel integrirati v svoje življenje in to je tudi benesere. Pa me bo tužil čez 2 leti. Ja, ta je rekel, da moram dvigati teho, zdaj sem pa to, če kaj sem. Ne? Ja, veš. Se je kriv sami vloh. Ne? Ja, se me bo prišel obest pred hišo, kuni s traktorjem. Ja. Tako da, evo, zdaj na koncu lahko še malo deliš, kje te lahko ljudje spremljajo. Vse smo že ful povedali. Ma ja, posod me večinoma najdeš pod Sani vlog, vlog, dvojni v, ne dvojni v, kot dvojni v je pole. Pač večinoma posod sem Sani vlog, ali pa, ne mislim, sem posod TikTok, Instagram, Facebook, Patreon tudi, je tudi free opcija, ko ne veš nič. Teh je ful, lahko priješ komod, jaz sem ti hvaležen. Imam lepo grafiko na vrhu, tako da lahko priješ zaradi tizga. Če ne se registriraš, imaš 2 opcije, je dodaten content, če ne YouTube, Facebook, kjerkoli. In če te muči nervoža, ne, da si znervoziran, šaldo, na Facebooku je skupina z nervoziranci Sanjevega vloga, kamor dejansko se je ful lepo primilo. Ko priješ če in nas je, ne vem, 500-600 zadnje, ko sem pogledal, in poveš, kaj te je danes znervoziralo, in ljudje ful lepo sodelujejo, in pol dobiš spodaj komentarje, ko ljudje sočustvujejo s tabo, in je ful lep community, rado tako na random, vabljene tudi vi. Res je cool. In pali, kakšen bot napišem, kaj jaz, kakšen bot ljudje, in pa je prav nice. In sem že dejansko doživel ljudi, ko so prišli, veš, da je prav dobro v toj skupini, ko jaz dam ven, kar se mi leži na duši. Lahko tudi anonimno, lahko kakorkoli, in je prav nice. Mi boš poslal link, da bom dal v opis epizode. Ti bom poslal link, ja, in ti lahko prideš napisati, kaj te je znervoziralo danes. Teh bo dosti. Ja, Vsak dan, večkrat na dan. Ja, ni važno. Tako. Ne, pač tam, če ne drugo, je ena taka, ko vidiš, da nisi sam. Ne? Ko pač, ne vem, prije napisati, da te je znervoziral Open Zjedra, ki je vas 20 na uro do službe, razumeš, in si rabo 45 minut za 12 km, in pač ti si ful živčen, in dejansko vsaj meni pomaga, ko bolj vidiš, da je bilo še 4 za tabo v koloni, ko si mislijo isto, razumeš, ste v 4, in bolj lahko kovne ste v 4, in data community s ful dobri friendni, pa se poročiste, razumeš. Mislim, 2 sta priča, tako, pač razumeš, you never know, razumeš. Tako da, why not, ne tešč od sebi. Tako. Tako. Top. Jaz sem se presmejal, po mojem, za citiranje na priše. Ja, dobro. Tako da, super epizoda, ne? Hvala ti za udeležbo. Upam, da je bilo tudi tebi, ki si gledala, fajn, zanimivo. Tako da. Ja, gledalo, zdaj smo 2024, ne? Je več spolo, niste samo 2. Ja, ok. Ja. Jaz sem toliko. Je še masu. Ne, tudi meni je bilo nice, tako da ful hvala za povabilo. Ful hvala, da nimam pojma, ki smo se najdli. Ja. Meni važno. Random. Ne, Instagram. Ja, pač nek random. Ja, te so itek, da boš. Tako da, kadarkoli, no.
Tako, eko, Tako. top. Yes. Zaključujemo s tem. Evo. Srečno! Srečno. Ne veš, kaj sem pozval? Ostanite v cvetju.